Lepo pozdravljeni. Nizke temperature v Bruslju niso preprečile voditeljem držav članic srečanja na vrhu. Včasih so bila to prestižna srečanja, no sedaj pa se pogosto srečujejo predsedniki in predsednice, kajti v Evropi je izredno težka finančno-gospodarska situacija, ki jo je potrebno rešiti. Zakaj tako dolge razprave? Zaradi tega, ker se hkrati z finančno situacijo rešuje tudi prihodnost Evropske unije. Ali je ta v večji integraciji, v večji povezanosti, je ta v medvladni metodi, je ta v skupnostni metodi, je naš interes zgolj razvoj notranjega trga ali kaj več. Na vse to smo iskali odgovore tudi v Evropskem parlamentu in kot kaže, je prevladalo dejstvo, da lahko iz krize pridemo uspešnejše in hitrejše, bolj učinkovito, le če bomo bolj povezani in če bomo upoštevali to, kar smo doslej naredili. To pa je skupnostni pristop, hkrati z upoštevanjem tudi Evropskega parlamenta, ki je edina evropska inštitucija, v katero smo poslanke in poslanci tudi neposredno izvoljeni. Žal formalno ta pot ni uspela, kajti z njo bi se moralo strinjati tudi vseh 27 držav članic. Tu smo pri Veliki Britaniji pač naleteli na nestrinjanje. Zato, kot sem rekla, formalno priprava pogodbe o fiskalni uniji po medvladni metodi, Evropski parlament pa je imel ves čas v procesu pogajanja zraven oziroma so bili prisotni 4 opazovalci. Kljub temu, da so bili zgolj opazovalci, so ob koncu procesa zadovoljni, saj so dejali, da so bila njihova stališča tudi dobro zastopana. Zakaj gre pri tej pogodbi o fiskalni uniji? Gre za to, da države članice jasno postavijo meje, dokot se smejo zadolževati, da se jasno postavi nadzor, kako države članice to izvajajo in da se uvede tudi nek mehanizem, ki bo države prisilil, da bodo bolj resno jemale te zaveze, torej tudi nek mehanizem kaznovanja. Vse to je v tej pogodbi. No, Evropski parlament pa je dosegel tudi to, da bo pogodba vnešena v pravni red Evropske unije najkasneje v 5 letih, da bo bolj skladna s tem, kar je bilo že sprejeto na področju gospodarskega upravljanja preteklo leto. Naša želja je bila tudi, da bi bile tiste države članice, ki še nimajo evra, pa ga bodo uvedle v prihodnosti, enakovredne, da bi bila njihova vloga enakovredna tistim državam članicam, ki evro že imajo. In vse to je parlamentu tudi uspelo. Hkrati pa je predvideno tudi sodelovanje Evropskega parlamenta z parlamenti v državah članicah po nekem urniku, ki si ga bodo sami določili v skladu seveda z pogodbo Evropske unije. Kaj pomeni za Slovenijo ta fiskalna pogodba, pogodba o fiskalni uniji, ki naj bi bila podpisana marca? To pomeni, da bomo morali še bolj resno ukrepati na področju fiskalnih trgov. V Sloveniji je situacija izredno slaba, da bomo morali narediti red v naših javnih financah. Bolje je namreč, če pas zatisnemo zdaj, če vso energijo in zmogljivosti porabimo za to, da pospešimo gospodarstvo, da to ozdravi, da ozdravijo naše javne finance. Sicer se nam bo namreč v prihodnosti zgodilo to, da nam bo pravila postavil nekdo drug zunaj naše države, da nas bo nekdo drug zunaj naše države nadziral in da bomo v naši državi ob izredno slabi situaciji plačevali kazni v neko skupno evropsko malho. To pa zagotovo ni dobro.